Ja, z Ivetom smo se spoznali na Soriški planini, na smučanju. In oče mi je povedal, da je to znameniti slikar Ive Šubic, da sta prijatelja še iz partizanskih let. In seveda najbolj je pa očaral mojega brata, ki mu je povedal en vic na temo poljanskega dialekta, ker je v Škofji Loki v Kroni je prišlo enkrat do tega, da bi naročil neko pijačo, pa je niso imeli, potem je pa rekel koktu, po poljansko, in seveda so njemu prinesli kokto na mizo. In mojemu bratu se je to zdelo takrat, ki je bil mlajši, to tako smešno, To je bila ta prva dogodivščina z Ivetom, Potem smo pa postali sosedje v isti hiši tle v Škofji Loki na Partizanski. Sva se pa velikokrat srečevala, velikokrat pogovarjala na temo športa, na temo umetnosti. Velikokrat mi je pokazal tudi svoje slike, kako dela, kaj dela. Ko sem pa jaz kot atlet dosegel en odmeven rezultat na Hanžekovičevem memorialu, tisto leto je bil v Karlovcu, sem tekel slovenski rekord, se drug dan vrnem domov v Škofjo Loko in pravi mama, veš, Ivet je nekaj tle prinesel. Sem rekel, kaj? No, in čakala me je grafika Ivetova, to je bilo Ivetovo darilo, kot zahvala, in nekako sem bil strašno presenečen, in nekaj takega nisem bil navajen, tako da take pozornosti, Ivo je bil izredno navdušen športnik. No, enkrat sem pa moral iti na trening, v nedeljo zjutraj je pa zapadlo 30 centimetrov snega in tukaj je cel blok je kidal. Ivo je pa rekel, veš kaj, ti moraš iti na trening, in me je kar dobesedno nagral, ti moraš trenirati. Tako.